Ljube ženske, lepo pozdravljene, dober večer v to polno luno. Ravno pišem pismo za ženske, ki so na moji mailing listi, in sem razmišljala o tej polni luni, ki je luna v levu, in o tem, da sta z menoj delile, da nekatere menstruirate, da nekatere ovulirate in da imate boleče menstruacije. In sem razmišljala o tem, kako nas ta polna luna v levu, kot da nas spodbuja, da spustimo to, kjer ne zmoremo zasijati še v polnosti, kjer čutimo, da se držimo nazaj, kjer čutimo, da ne delimo tega, kdor smo v resnici, a ne. In besede sem delila v pismu, to boste prebrali. Tukaj bi pa s tabo rada oziroma z vami rada podelila tole pesem, na katero sem se spomnila. Evo ga, takole gre. Naš največji strah ni, da smo pomanjkljive. Naš najgloblji strah je, da smo mogočne bolj, kot si zmoremo predstavljati. Strah nas je naše luči, ne teme. Sprašujemo se, kdo sem jaz, da bi lahko bila odlična, čudovita, nadarjena, krasna. Pravzaprav, kdo pa si, da to ne bi bila? Si otrok vesolja, Boga, boginje. Ko se delaš manjšo, kot v resnici si, ne služiš svetu. Nič razsvetljujočega ni v tem, ko se pomanjšaš, da se drugi ljudje ne bi počutili negotovo. Rojene smo, da izkušamo in sijemo kot kreatorke, kot stvarnice. In to ni dano le nekaterim izbrancem in izbrankam, temveč vsakomur, tudi tebi. S tem, ko si dovolimo sijati, avtomatično dovolimo sijati tudi drugim ljudem. Ko se osvobodimo lastnega strahu, naša prisotnost samodejno osvobaja druge. Marianne Williamson iz knjige Vrnitev ljubezni. In evo, ljube moje ženske, naj bo to popotnica za to polno luno, da pogledamo, kje so ti drobci, ali pa skale, ali pa ujetosti, ki jih lahko tiste, ki menstruirate, spustite z rdečo reko. In kaj je že rekla? Kako je že rekla? Ko se delaš manjšo, kot v resnici si, ne služiš svetu. Torej, dajmo spustiti vse to, kar nas zadržuje nazaj, kjer se skrivamo, kjer se delamo manjše, kjer ne sijemo tako kot levinje in tako kot tale polna luna, ki jo imamo danes. Lep večer.